Spoštovani, v času, ko živimo drugačno življenje, ko se soočamo s številnimi omejitvami, je lahko prav knjiga naša zvesta spremljevalka. Zato je prav, da jo vzamemo pogosto v roke in se potopimo v njen čarobni svet. Žal pa razmere v knjigotrštvu in založništvu v Sloveniji niso prav nič rožnate, še manj čarobne. Gre za dejavnost, ki je med bolj prizadetimi zaradi epidemije virusa COVID-19, saj so bile knjigarne kar nekaj časa zaprte. No, veseli pa nas lahko, da tako imenovane letošnje turistične vavčerje porabimo tudi za nakup knjig. Žal mi je, da smo že drugo leto zapored tradicionalni slovenski knjižni sejem prisiljeni izpeljati online, torej na spletu, brez pristnega stika med avtorji, založniki in seveda bralci, ljubitelji knjig. Bomo pa na Gospodarski zbornici Slovenije resno razmislili o tem, da bi knjižni sejem oziroma vsaj njegovo regionalno različico v živo izpeljali že spomladi. Zahvaljujem se upravnemu odboru Slovenskega knjižnega sejma in prizadevni ekipi na zbornici, ki bo do 5. decembra skrbela, da bo vojn po novih knjigah, pa čeprav le virtualno, prišel tudi do vas. Leto 1848. Čudno leto. Eni se ga spominjajo s strahom in se v duhu prekrižavajo pred pošastjo revolucije, ki je kakor iz spanja zbujena grozila čez pol Evrope svojo palečo baklo povzdigniti. Eni pa ga pozdravljajo ter se vesele od seva, ki ga je to leto pustilo in pravijo, da je vcepilo kali bodoče svobode, da nas je vzbudilo, da nam je oči odprlo in smo spregledali sebe in svojo nesrečo in pot, po katerem nam je hoditi. Je leta 1868 zapisal Josip Jurčič. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na 37. slovenskem knjižnem sejmu, ki je letos zaradi poostrene epidemiološke situacije že drugič zapored preseljen na splet. Sejma se vsako leto veselijo tako bralci kot avtorji, založniki in razstavljavci. Gre za večdnevni praznik knjige in osrednji knjižni dogodek pri nas in kljub temu, da se bomo letos znova srečali na daljavo, prinaša veliko novih in razburljivih vsebin ter bralnih užitkov. Kratki novembrski dnevi so že desetletja tradicionalno posvečeni tej čudoviti prireditvi, na kateri se srečujemo, pozdravljamo in drug drugega bogatimo, kupujemo in podarjamo knjige, vanje zapisujemo posvetila, jih še dišeče po svežem papirju odnašamo v intimo svojih domov. Tam jim s prebiranjem odpiramo pot v svojo notranjost in pustimo, da počasi pronicajo v nas in nas spremenijo. Potlej se, bogatejši za novo znanje, ko so platnice že oddrgnjene in listi zapognjeni, znova odpravimo ven, drugačni, a vendar še zmeraj mi, ki dediščino prebranega delimo drug z drugim in se tako plemenitimo, bogatimo in povezujemo. Slogan letošnjega sejma se glasi Knjige povezujejo. In knjige res tkejo nevidne vezi med ljudmi, vzpostavljajo čvrsto skupnost, ki mirno in odločno vodi naprej, tudi v časih, ki se zde knjigi in človeku nenaklonjeni. Na nocojšnji otvoritveni slovesnosti tako gostimo dr. Dimitrija Rupla, direktorja JAK, Miho Kovača, predsednika upravnega odbora Slovenskega knjižnega sejma, Lilo Prap, eno naših najvidnejših avtoric in ilustratork, letošnjo prejemnico nagrade Hinka Smrekarja in Toneta Partliča, legendarnega pisatelja in dramatika. Prosim za vašo poslanico, gospod Rupel. Dobar dan, sem Dimitrij Rupel in v tem trenutku direktor Javne agencije za knjigo. Prosili so me, da povem nekaj besed na začetku te virtualne prireditve. Letos zaradi objektivnih okoliščin, epidemije in tako naprej, ni bilo mogoče tega sejma, ki je sicer zelo pomemben, izpeljati v živo. Glejte, Zemljani pišejo in berejo že več kot 5000 let. Tiskane knjige, med njimi tudi slovenske,
obstajajo okrog 500 let. Pisanje in branje knjig sta, če tako rečem, temelj civilizirane družbe. V našem času smo priče precejšnjih sprememb v zvezi z branjem in pisanjem knjig. Seveda, ne le epidemija, tudi prelomne tehnološke spremembe prestavljajo komuniciranje in sporočila iz tiskanih medijev, recimo iz knjig, v elektronske medije, Kindle, računalnike, tablice, telefone. Vse več je branja, tudi takšnega, ki je bilo nekoč dosegljivo samo v knjigah, vse več je takega branja na spletu. Posebej od mlajših ljudi pogosto slišimo opazko, zakaj bi bral knjige, saj je vse na spletu. Glejte, v Sloveniji tiskamo in objavimo veliko število knjig, k čemur prispeva tudi Javna agencija za knjigo, ki je bila ustanovljena, da bi bili procesi na področju knjige čim bolj neodvisni od trga in nemoteni od političnih dejavnikov. Država in književnost sta oddaljeni in omejeni s številnimi varnostnimi mehanizmi. Ta oddaljenost je imela v preteklih desetletjih pozitivne učinke na količino knjig. Slovenski problem, zdaj pa zelo resna beseda, slovenski problem ni več ponudba, ampak povpraševanje. Glejte, knjige so nekoč tudi na Slovenskem sežigali, plenili, prepovedovali, njihove avtorje so preganjali. Danes na prvi pogled je videti, kot da je knjig preveč. Naklade so večinoma nizke, veliko neprodanih in neprebranih knjig pošiljajo, kot se temu reče, v razrez, v papirnico vevče, kjer jih predelajo v papirno kašo. Naš problem ni pomanjkanje knjig, ampak pomanjkanje bralcev. Pri bralcih je problem starostna sestava, poleg vsega pa tudi vse bolj površno branje. Poznavalci, ki se torej na to spoznajo, ugotavljajo, da temeljito znanje oziroma izobrazbo dobimo le s poglobljenim branjem. Naša sposobnost razumevanja seveda je odvisna od števila besed, ki jih poznamo. Ko nabiramo oziroma zbiramo nove besede in pojme, ugotavljamo nova dejstva, da se lahko izogibamo zmotam in napakam. Poglobljeno branje zahteva določen napor in čas, vendar je, to najbrž ugotavljate vsi, kadar berete res pomembne knjige, tudi užitek. Danes so ljudje zaposleni s tisočimi opravili, ki jih je povrh vsega vedno več. Človek potrebuje tudi čas za sprostitev, seveda, čemur ni mogoče nasprotovati. Da bi se sprostili, so mnogi bralci pri izbiri knjig in pri branju površni. Za poglobljeno branje morajo biti posebej motivirani. V velikih kulturah, katerih jezik govorijo desetine in stotine milijonov, za to motivacijo skrbi tržišče. Slovenščino, od katere sta odvisna naše razumevanje sveta in tudi naš obstoj, obvlada relativno malo ljudi. Zato slovenske knjige potrebujejo javno oziroma državno podporo. Ker nihče ne more prebrati vseh slovenskih, kaj šele knjig v drugih jezikih, potrebujemo informiranje in potrebujemo kritiko, kot je nekoč v davnih časih ugotavljal že Fran Levstik. Seveda, vsak izbira branje po svojem okusu, vendar ni narobe, če bralcem tudi svetujemo. Na tem področju je treba, po mojem mnenju, še veliko storiti. Nevednim ali neodločnim bralcem bi morali, seveda z vso previdnostjo, svetovati, kaj naj berejo. Največjo odgovornost, da bi pripravili ljudi do branja in da bi jim svetovali, kaj naj berejo, imajo šole, predvsem učitelji in profesori, učiteljice in profesorice. Ti bi morali biti svojim učencem in študentom za zgled. Predno vprašanje, kaj so prebrali, zastavimo mladim ljudem, moramo to vprašanje postaviti njihovim vzgojiteljem. Komisije, ki jih zaposlujejo, ocenjujejo in nagrajujejo, pa bi morali vsakemu od njih postaviti vprašanje, kaj so prebrali v zadnjem tednu, v zadnjem mesecu, v zadnjem letu dni. Vzgojitelji, ki ne berejo, ne morejo in ne smejo vzgajati bralcev.
In na koncu to, kar boste videli v teh posnetkih, je na nek način omogočila Javna agencija za knjigo. Hvala lepa. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni, dober večer. Torej, glede na zdajšnje razmere je nujno, da spregovorimo o trenutnem stanju na področju založništva, knjigotrštva in avtorstva. Pa bi morda začeli na začetku in morda kar vsak iz svojega zornega kota nekaj misli pove, kako se vam zdi, na kakšen način knjige povezujejo in kakšna je pri tem tudi vloga knjižnega sejma. Pa mogoče gospod Kovač. Ja, knjige nas povezujejo na zelo veliko načinov, povezujejo nas skozi slovenski jezik in to nas povezujejo seveda z drugimi mediji, zvočni, vizualni, filmski in tako naprej, ampak knjige nas seveda povezujejo na en prav poseben način, na ta način, da so v bistvu turišče knjižnega jezika. Knjige nas povezujejo tudi s svojimi vsebinami, povezujejo nas tudi s spori in spopadi, ki se jih gremo skozi knjige v naši mali slovenski skupnosti. Letos se nam je pa ta slogan zdel še toliko bolj pomemben, ker je pač tisto, kar je ta pandemija povzročila, se mi zdi, je to, da smo ljudje kot skupnost na nek način vedno bolj ločeni drug od drugega in se nam je z tega stališča smiselno zdelo še prav posebej poudariti to vlogo, ki jo knjige imajo, da nam pomagajo obstajati kot skupnost. Hvala lepa. Gospa Prap, mogoče kako se vam zdi? Ja, jaz kot avtorica za otroke vidim, kako otroci uživajo, če jim starši berejo knjige. Tako da jaz zmeraj delam pa na povezovanju staršev s svojimi otroki, da se ob knjigi pol pogovarjajo, igrajo, se uspavajo celo s knjigami. Tako da, to je moj nivo povezovanja. Gospod Rupel, kako pa na agenciji povezujete in knjige povezujejo ljudi? No, nekaj sem sicer že povedal v začetku, sicer pa Agencija za knjigo financira približno 250 naslovov na leto. To seveda pomeni, da ne financira vseh slovenskih pisateljev, kajti slovenskih pisateljev je preko 1000, če prav vem. No pa vendarle, naša vloga je pomembna in v bistvu se niti založbe, niti avtorji ne morejo pritoževati, da nimajo možnost objavljati. Nekoč je to bilo drugače. Danes pa praktično ni ovir za to, da se, to se pravi, kvalitetna knjiga pojavi v javnosti. Tisto, kar mene najbolj skrbi, je, da tako rečem, ne ponudba, ampak povpraševanje. To se pravi bralci. In jaz mislim, da posebej na tem področju si moramo vsi prizadevati narediti kakšne nove korake. Zdaj, naše tržišče je omejeno, kaj se vem, 2 milijona nas je, bralcev je zelo malo, vse manj, med mladimi zelo malo. Spomnite se tega, kar pravijo, celo moji študenti so rekli, zakaj bi bral knjige, ko je vse na spletu in tako naprej. Kako vplivati na to našo kulturo, da bi bilo branja več? Seveda, da bi lahko slovenski pisatelji ali pa knjige imele večji odmev, bi jih bilo treba in jih bo treba in jih pravzaprav že zdaj tudi na ta način obravnavamo, da jih izvažamo. Slovenija izvaža tudi knjige. Recimo, mi se zdaj pripravljamo na Frankfurtski sejem leta 2023 in eden naših glavnih ciljev je, da tako rečem, plasirati čim več slovenskih avtorjev, čim več slovenskih vsebin, čim več Slovenije v svet. Najprej, seveda, ko gre za Frankfurt v Nemčijo in potem seveda tudi širše. Če bo uspel izvoz slovenske knjige, potem se jaz ne bojim za njo in za število, da tako rečem, prodanih, prebranih izvodov. Če bomo omejeni samo nase, bomo pa imeli
več in več problemov. V upanju na čim boljše povezovanje, tako znotraj Slovenije, kot v širšem kulturnem prostoru. Gospod Partlič, kako se pa vam zdi, da knjige povezujejo? Malo anekdotično na kratko povedal. Ko oddam rokopis, pa mi Čander reče, te bomo tiskali zagotovo, če bo jak dal prispevek, sem zelo povezan z gospodom Ruplom. Mislim. Potem vem, da je nekaj na tem geslu, ker s tistimi, ki nič ne berejo, se tudi na drugi ravni navadno nisem sposoben povezati. Sam imam prednost, ker so po eni moji komediji posneli film, ki je popularen, in če pridem v katerokoli vas, pa kako otrok reče, kakšen stavek tistega Tinčka, me takoj cela vas sprejme. Spomnim se, da sem bil, čeprav nisem bil dosti po svetu, bil en mesec v Avstraliji in takoj so padle v družinah slovenskih neke meje, če se je rekel kekec, pa je mali rekel, jaz sem zdaj bral, ali pa odrasti lepa vida, pa pravi, mi imamo vso do lepe vide. Potem se spomnim, da ima Kovič eno fino pesem Vrnjena knjiga, to je gospa Lida, kot da bi jaz vas malo rad videl, pa bi vam poklonil knjigo, pa bi mi jo vi vrnili. To ni več ista knjiga, pravi Kovič. Sledovi tvojih prstov so v njej, celo na tak način bi rekel. Jaz verjamem, da malo katera stvar vsaj mene tako povezuje z ljudmi, kot če sva prebrala isto knjigo ali pa me kdo upozori, to preberi, pa sem potem vedno hvaležen. S tistimi, ki pa nič ne berejo, pa čeprav nisem zadrt, pa res teže najdem kontakt. Ne vem, ko pove vse o svojih vnukinjah, več ne vem, kaj se naj pogovarjam. Ja, knjige zagotovo res povezujejo. Gospod Kovač, kako pa se Sejem in njegova vloga razvijata skozi leta? Ima že kar zavidljivo zgodovino, tale slovenski. Verjetno zvenel zelo nostalgično, ne? Ampak v dobrih starih časih, ko smo se ljudje še srečavali v živo, smo imeli knjižni sejem, na katerem je bilo vsako leto okrog med 400 in 500 dogodki, vsako uro smo imeli približno 4 do 5 dogodkov, imeli smo 3 nadstropja v Cankarjevem domu, polna z zelo dobro urejenimi stojnicami, polno zanimivih knjig, tako da knjižni sejem je bil za našo dejavnost v bistvu ena taka zelo pomembna javna predstavitev, na kateri smo se predstavljali kot branža, ki je sposobna delati zanimive, izzivalne, zabavne dogodke in ki je možna delati zelo dobre knjige. Skratka, to je bil v bistvu nek dogodek, v katerem smo se v bistvu postavili pred luč javnosti. In v bistvu je sejem zrastel iz nekaj stojnic pred 37 leti na Gospodarskem razstavišču, se tega sejma spomnim, ker sem ga obiskal, ko sem bil star, mislim, da 12 let, je zrastel iz nekaj zelo dolgočasnih socialističnih stojnic v ogromen dogodek, v ogromno javno prireditev, ki v bistvu v 5 dneh skozi Cankarjev dom pritegne nekaj 10.000 ljudi. Tako da sejem je dejansko ves ta čas rastel in se razvijal in v bistvu tole, da smo zdaj na spletu, je pač tako, da nam nič drugega ne preostane. Ampak tudi ta spletni sejem, lani, ko smo ga delali v bistvu prvič kot spletnega, smo imeli, mislim, da 24 dogodkov, letos jih bomo imeli več kot 60, tako da ta spletni sejem raste. Tisto, česar se pa jaz iskreno želim, je pa to, da bi se spet videli vsi, ki nam knjiga nekaj pomeni, ki nam branje nekaj pomeni v Cankarjevem domu, da bi imeli tam spet dogodke in da bi to, kar smo se naučili zdaj s spletno produkcijo sejma, nekako prenesli tudi v Cankarjev dom, tako da bi določene dogodke posneli in v bistvu sejem naredili dostopen za vse, ki ne morejo v Cankarjev dom, bodi si zato, ker so bolni, bodi si zato, ker živijo v Južni Koreji, pa jih vseeno zanima slovenska knjiga. Ja, čudovita ideja, se pravi, pandemija vsekakor prinese mogoče kakšne nove ideje, ampak upamo, da ne bomo predolgo nostalgični. Ni ga lepšega, kot če lahko prelistaš knjigo v živo, se malo sprehodiš. Tako kot sami pravite, upamo, da ne bomo nostalgije predolgo omenjali. Ampak pandemija je tu, nimamo kaj zaenkrat. In
Kakšni so vaši pogledi, ali pa kako zdaj že pač drugo leto opazujemo to, kako ta pandemija, pandemične razmere vplivajo na avtorje, avtorice, na bralce, na založnike? Kakšne nove ideje ali pa tudi težave so se tu pojavile, mogoče gospa Prap? Ja, nekateri avtorji imajo voljo do dela, eni so pa začeli brskati po internetu, pa razne Bille Gatese iskati, pa tako da moji prijatelji, veliko je pisateljev, sam zelo malo kdo od njih piše zdaj. Tudi jaz sem bolj lena zadnje 2 leta, moram priznati. Ni tega pravega zanosa? Ena taka lenoba. Ja, se pojavi. Kako pa vi, Jaz gospod sem Tone? obraten. Aha. Ne, ob vsem, Druga ideja. Ja, ob vsem spoštovanju in naklonjenosti do svoje prijateljice, če smem tako reči. Ne, jaz sem blagoval pandemijo. Mislim, da to, za kar se meni zdi, da sem na svetu, da berem knjige, pa jih poskušam pisati, nikoli nisem imel toliko miru, pa tudi nekega upora, da moram pokazati, da še sem na svetu, pa da delam in da sem na sredi dogajanj kljub temu. Pomeni, največ mi zdi, sem napisal in daleč največ prebral, in tudi to, kar se je v neki nostalgiji govorilo, je tudi nekaj, če si tako želim, da srečam pa Dimitrija Rupla, ki si ga včasih, ko je bil v drugi stranki, nisem tako želel. Ne? Zdaj pa si ga kot avtorja ali pa kot prijatelj ali pa nekoga, ki je knjigo prebral, tudi pogrešam in se mi zdi to neko tiho hrepenenje in upanje, kako se bomo objeli, ko se bomo srečali v živo, se mi tudi zdi pozitivno. Mogoče kdo misli, da sem malo brisan, ali pa tisti, ki je kaj nastradal, izgubil službo, seveda gleda drugače na stvar. Jaz pa, se mi zdi, da je to, kdaj pa bom bral pa pisal, če ne zdaj, ko imam končno mir. Ja. Različni smo, toliko različnih pogledov, različnih mnenj, ampak nekako vseeno najdemo pot, kako se združujemo in ponovno srečamo, tako da upanje je. Gospa Prap, kaj pa ste vi opazili mogoče v razvoju otroške mladinske literature oziroma kako je pandemija spremenila mogoče to, kar ste na začetku omenjali, ta druženja otrok, starš, neke vezi mogoče so se bolj tesno stkale, neke mogoče ne? Jaz tako opazovala na začetku, ko je bil tist karantena, in so se začeli starši z otroki sprehajati tam po poljih, mimo naše hiše, sem rekla, da je to pa tako kot za časa Juge, ko so imeli popoldne čas biti z otroki. Tako pomirjeni so bili vsi. Pol čez 2 meseca so vsi postali spet živčni, je bilo treba naprej, da proizvodna laufa, ampak 2 meseca je bilo pa tako, ko ena nirvana, pa tam so si uganke pravili, ko so se sprehajali, mislim, Mogoče mislite, ali pa kaj veste, ali so posegali po mladinski, malo več kaj po mladinski literaturi, oziroma kako so tudi te pandemične razmere zaznamovale mladinsko literaturo? To pa bi bolj kakšna knjižničarka ali pa v knjigarni povedala, ker jaz v bistvu se ne družiš v tem času z otroki, tako da sem bila karantensko. Vsi smo bili v karanteni nekako. Ja. Mislim, da je včeraj direktorica Mariborske knjižnice nekaj zveze to gradnjo odgovarjala in je rekla, da se je precej povečal obiski, ampak na drug način si več sposojajo knjige kot recimo v ne pandemijskem času.
Ja, to pa se mi zdi, da ja, sama imam prijateljico, ki dela v knjižnici v Litiji in so bile knjižničarke zelo, zelo zaposlene, ker ljudje so kar naenkrat res začeli brati in so nekako nadoknadili ves ta čas, ki ga je razprostrla epidemija in odlično, da so segli tudi po knjigi. Še vedno te naše ideje ideje o epidemiji. Kako pa mislite, da bodo te posledice selitve knjižnega sejma na splet že drugo leto imele vpliv na sam knjižni sejem? Gospod Kovač. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak izkušnje na nekaterih drugih področjih kažejo, da se ljudje relativno hitro odvadijo hoditi na določene prireditve. Recimo v anglosaškem svetu, ko so začele tam ugašati te velike knjigarne, so naredili par analiz, kam so določeni kupci knjig šli in ugotovili so, da jih je pač en del začel kupovati knjige na spletu, en del v trgovskih središčih, en del je pa kot bralcev in kupcev knjig enostavno odmrl. Tako da, glede na to, da je knjižni sejem največja slovenska knjigarna in največja promocijska organizacija za knjige, se jaz bojim, da se bo del ljudi enostavno tudi odvadil hoditi na sejem. Tako da, če nam bodo bogovi naklonjeni in bomo drugo leto lahko spet zagnali sejem na običajnem kraju in v običajnem času, bomo zagotovo morali kar nekaj energije vložiti v promocijo sejma. Tega do zdaj niti ni bilo treba delati do leta 2019, ker so bili ljudje enostavno navajeni, da se zadnji torek v novembru sejem začne in da se pač takrat pride v Cankarjev dom. Zdaj bomo verjetno morali pač na to nekoliko spomniti. Morda bomo mogli začeti razmišljati tudi o tem, da bi mogli imeti, če pač ta nesrečni virus ne bo hotel odmreti po naravni ali pa po nenaravni poti, bomo morda morali začeti razmišljati tudi o tem, da bi imeli sejem mogoče spomladi, ker je pač verjetnost, da je takrat družba odprta po naših dosedanjih izkušnjah pač večja. Bomo videli, s tem problemom se bomo ukvarjali potem, ko bomo končali tale spletni sejem. Čas prihodnosti. Gospod Rupel, kako pa vi gledate na posledice pandemije oziroma kakšne so vaši razmisleki, ideje v povezavi s knjigo in pandemijo? Ne bi zaradi tega, kar jaz počnem, primerjal s tem, kar počne moj prijatelj Partlič, pa vendarle zdaj smo dobili komando, da se dela od doma. En del mojih kolegov dela od doma. Zdaj, jaz sicer vsak dan hodim v službo, ampak sem nekoliko več doma kot prej, kar seveda mi po svoje tudi koristi, kajti več preberem, kot sem kdaj prej prebral. Če bi moral sedeti v službi od recimo 9 do 4 in tako naprej, sej ne bi bral nobene knjige. Tam bi moral prekladati akte in tako naprej. Ko sem pa doma, pa vzamem to knjigo, pa uno. Zdaj sem v eni taki firmi, kjer knjig ne manjka. In moram reči, da me kar zanimajo nekatere in pri nekaterih seveda tudi uživam. Tako da mene ta epidemija ni tako zelo prizadela. Mimogrede sem jo tudi prebolel, ta COVID sem tudi prebolel, bil 2-krat cepljen in tako naprej, pa ni bilo nič hudega. Tako da moram reči, da sem preživel ta dosedanji čas epidemije na nek, lahko bi rekel, celo produktiven način. Super. Kakšna pa je prihodnost recimo te bralne ali pa knjigotrške branže, kako bi podpirali v prihodnosti avtorje? Mogoče gospod Rupel, smo še kar tu. Glejte, podpora mora biti kontinuirana in kar zadeva našo agencijo, seveda ne mislimo popuščati pri podpori slovenski knjigi, zaradi tega, ker če mene vprašate, na slovenščini in na slovenski knjigi počiva praktično celotna kultura in naše življenje. Brez tega bi najbrž tudi svoje države ne imeli, če sem čisto, bi rekel, odkrit in preprost. Mi bomo delali še naprej to, kar delamo. Jaz mislim, da moramo več pozornosti posvečati branju in jaz sam se na nek način zdaj poskušam najti kakšne nove ideje za podpiranje oziroma za spodbujanje branja. Zadnjič sem obiskal gospod Prapovo in kajti navdušila me je
z enim stavkom, ki ga je zapisala v eni svoji knjigi, na robu te svoje knjige, če ne bomo brali, bo volk požrl rdečo kapico. Jaz mislim, da je treba najti neke nove formule, neke nove izraze, neke nove pristope, da bi spodbudili branje. Če bo bralcev dovolj, bo seveda tudi književno in knjižno življenje živelo. Ja, hvala. Čudovit stavek, ne, da ne bo volk pojedel rdeče kapice. Kako pa vi vidite prihodnost branže celotne? Jaz mislim, da ljudje bojo zmeri brali, ker to je knjiga je čist nekaj posebnega, tudi danes, čeprav imajo te elektronske knjige in podobno, ali pa z računalnika brati, to te tako oči bolijo, da knjige bojo ostale, se ni za bati, ker en čas so na sejmih govorili, konc knjige, elektronska knjiga prihaja, zdaj vidim, zadnja leta jih skoraj ni več, teh elektronskih knjig, ne, tako da smo še kar pri klasiki. Ni panike. Ja. En ameriški pisatelj John Updike, ime je znano, on pravi, da je knjiga najbolj praktično sredstvo za branje. On seveda misli tu na pocketbook, na žepno knjigo. Ne? Prav, žepna knjiga, lahko jo daš v žep, zvečer, če jo hočeš brati v posteli ali kjerkoli že, jo odpreš, lahko se vračaš strani nazaj, obračaš, si kaj označiš. Jaz osebno moram reči, da brez knjig si ne predstavljam življenja. Knjiga je tisto sredstvo, ki res lahko komuniciram z avtorjem, si zapisujem njegove misli, kakšne svoje komentarje, iz katerih potem morda nastanejo kakšne druge reči. Mislim, da je Jean-Paul Sartre rekel, da mnogi ljudje so brali zato, da bi lahko pisali, in mnogi ljudje so pisali zato, da bi lahko brali. Je tako. Tako naj bo. Bi rekel, da zdaj ne vem, kakšna je ta skrb za branje, čeprav Slovenci veliko na tem področju naredimo. Jaz sem bil nekoč pri bralni znački, zdaj je bralna značka za odrasle, tudi vse te akcije so temu naklonjene. Jaz sem izkušal, da je skoraj več piše, kot bere. Ne grem na literarni nastop, da ne bi mi 3 ženske dale svoje rokopise, če bi jih prebral. Doma imam čez 40 map, pa v neki privatni šoli, ne vem, zakaj sem popustil, ker nimam nobene kvalifikacije, zato imamo neko šolo pisanja. Pa največ je žensk. Tako zelo veliko ljudi piše, no. Kar se nič ne naročujem, nazadnje je to zelo dragoceno, edino ne vem, zakaj tako velikokrat posiljujejo druge s tem. Z Božom bi se strinjal, bi delil, kar je prej govoril, če tudi je bilo meni najljubše, ko sem prihajal na sejem, da so me eni šolarji pozdravili, pa so rekli Skobarida. Eni so bili iz Gornjih Petrovcev, eni so bili od tam. To, da so učitelji vseh koncev Slovenije šteli za svojo dolžnost, da peljejo, se mi tudi zdi. Jaz zdaj seveda nisem več objektiven pri 80 letih, recimo včasih sva ženo v postelji manj brala, zdaj pa oba neprestano bereva. Jaz bi mogoče sam še to dodal. Tisto, kar je danes pravi izziv za knjigo, je ena majhna napravica, ki se reče pametni telefon. Ta napravica je v bistvu univerzalna medijska naprava, ki je zlila v eno napravo film, televizijske serije, radio, poslušanje glasbe, kupovanje v trgovinah in branje knjig, branje časopisov. Tako da v bistvu se knjiga tukaj spopada z nekim novim medijskim okoljem in tisto ključno vprašanje za naš čas je, kaj je v knjižnem branju takega, da je smiselno knjižno branje ohraniti še vedno v zaslonskih časih. In jaz tukaj verjamem, da je razlogov za to kar nekaj, bo pa na to vprašanje seveda vsaka družba odgovorila na svoj način. In jaz celo mislim, da jaz osebno pač sposobnostjo branja knjig povezujem tudi sposobnost poglobljenega mišljenja, usrediščenega mišljenja,
povezujem sposobnost usvajanja globokega in širokega besedišča, ker je vse skupaj predpogoj za to, da ljudje mislimo. In jaz mislim, da tiste družbe, ki knjižnega branja ne bojo ohranile kot neko pomembno kulturno vrednoto, ki se razvija od družinskega branja do upokojenskega branja v postelji, ne, tiste družbe enostavno, jaz mislim, da nimajo prihodnosti. Kakšna družba bomo, o tem se bomo pa odločali čisto sami. Absolutno. In zdaj, kakšna družba bomo in kako stoji tudi mogoče oba dva spora, kako sta zastopana v tej knjigotrški, založniški branži. Mogoče gospod Kovač, kako vi vidite, kakšna je pozicija žensk tukaj, ne, če je mogoče res bolj rezervirana za moške, ali se vam zdi, se vam ne zdi? Zdaj, glede na to, da sem ven iz založništva operativno in da stvari gledam od zunaj, da imam tudi svojo zgodovino v založništvu, lahko rečem, da je bilo stanje v slovenskem založništvu do neke mere seksistično v tem smislu, da so bile ženske v glavnem na nižjih nivojih delovanja, založbe so pa vodili moški. In tudi ko smo prenavljali upravni in programski odbor tega knjižnega sejma, sva v bistvu v njemu stala samo še dva dinozaura, Helena Kraljič in jaz. Vsi ostali mlajši kolegi, ki so prišli, so pa v bistvu kolegice, ampak to ne zato, ker bi iskali pač neko spolno enakopravnost v založništvu ali pa hoteli imeti več žensk kot moških, ampak enostavno zaradi tega, ker ko smo se s Heleno spraševala, koga povabiti v programski odbor, so pač na misel prišla samo ženska imena. Tako da jaz bi na tej osnovi mogoče celo tvegal hipotezo, da bo ta branža v naslednjih 5 do 10 letih postala pretežno ženska, da smo mi tako rekoč zadnji svoje vrste in da bodo, če se bodo še ukvarjal in samega sebe obremenjeval z vprašanjem spolne enakosti, čez 10 let bo imel problem s tem, ker bo v tej dejavnosti premalo moških, da bi bila lahko enakopravno po spolih zastopana in reprezentirana. Zanimivo. Jaz se pa čisto ne strinjam, da bi bile ženske zapostavljene in tudi v preteklosti niso bile zapostavljene. Mladinsko knjigo ste omenili, Zorka Peršič je bila direktorica Mladinske knjige. No, jaz, ko sem prišel na JAK, en sam moški in 8 žensk. Tako da, jaz mislim, da so ženske kar dobro zastopane na področju knjige in založništva, kar seveda meni absolutno odgovarja. Gospa Lila, kako pa vi mogoče vidite kot predstavnica žensk in avtorica? Jaz bolj gledam, en je dober v svojem poslu, en ni, zdaj ne bom gledala spola, pa če bi jaz koga zaposlila, ne bi gledala pod kiklo. Kaj se skriva tam spodaj? No, jaz mogoče bi, ampak ne kot kriterij za zaposlitev. Mogoče je eno tako zelo lepo reklo, nekoč davno rekel nek gospod, ki mu je bilo ime Martin Luther King, in on je rekel, da ljudi ne smemo soditi po barvi kože in po spolu, ampak po njihovem značaju. In jaz mislim, da to še zmeraj zelo drži. Tako je, naj značaj zmaga. Ne vem, je v peklu tudi tako ženske prevzemajo. No, gospod Partljič, ko ste že pri mikrofonu, smo omenili, da je letos Jurčičevo leto in smo zvedeli, da je ena vaših najljubših anekdot povezana z njegovo povestjo Domen, pa če bi mogoče nam jo razložili tu. Velika čast, upam, da vas ne bom zamoril. Ko mi je bilo 8 let, sem prebral svojo prvo knjigo. To je bil Jurčičev Domen. Zelo mi je bil všeč, malo skipljiv, nesrečen, kodrolas in plavooki Domen. Všeč mi je bila v knjigi njegova nesrečna mama, Jurčeva ši Anica, ki jo je Domen tako lepo ljubil, snešni berač Urh. Zelo sem pa zasovražil v knjigi njegovega nezakonskega očeta, ki ni bil nihče drug, Kovaški graščak čudnim priimkom Sova. Zelo sem se jokal, ko sem prišel do prizora, kako je domno umrla mama, pa potem kako je bilo na pogrebu.
Zapomnil pa sem si stavek, ki ga Domen izreče, ko gre po ozki sneženi gazi z pokopališča in nenadoma sreča svojega nezakonskega očeta, vaškega graščaka Sovo, ki se je vračal z lova neko puško. Domen se je ustavil pred njim in rekel: ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Vse sem si zapomnil, prej mi govor pa tudi isto, je vprašal Domen osorno. In v mojem otroštvu ni bilo lepšega in bolj napetega stavka od: ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Ko sem šel zvečer spat, mi je mama rekla: Tonček, pa lahko noč, jaz pa njej: ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Odlomek iz knjige sem že prej prebral v Sestrini čitanki, ki je imel naslov Možje lovci, pa nisem dobro razumel sem, da so bili vasi neki lovci, pa ne jagri, ki so vsakih, moče tudi 10 let ali manj, polovili enega ali dva fanta, odvisno od velikosti vasi, jih odpeljali na neko zbirno mesto, kjer so bili že drugi fantje, in potem pri naših krajih čez Štajersko proti Dunaju, kjer so jih trenirali za vojake. Potem sem ugotovil, da je cesar tako zbiral krščansko vojsko proti Turkom. In tudi Domna so tako zvezali in peljali, ampak Domen je pobegnil, ko je bil zvezan v gruči vojakov. Prenočevali so pri nekem kmetu na Gornjem Štajerskem in v hlevu je bila kosa. In Domen si je po noči na kosi odrezal palec, rešil vrvi, si obvezal z belo srajco v roko in pobegnil, in brez palca tudi ni bil za vojsko. Včasih sem cele ure stal v kuhinji z najbolj ostrim nožem in sem mislil, če bi si čisto ali pa vsaj malo ne odrezal palca, da bi bil podoben Domnu, pa nisem zbral koraj. Ampak neko jutro sem se mal vrezal pri zajtrku in sem klical: mama, prinesi belo srajco, veži mi roko. Butl, se nimaš nobene bele srajce, pa vseeno, pa vse se nič ne pozna. Mama, zaradi Domna. In mi je na koncu nekaj obvezala. In vzel sem šolsko torbo, si jo dal na rame, ker smo morali iti v šolo, bila je zima, ozka snežena gas po našem bregu, jaz sem pa bil pravi Domen. Šel sem, se vstavil po 50 metrih in zakričal: ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Tišina, samem pes je zalajal, pa neke vrane so se presedle. Šel sem naprej, pa sem se začel jokati zaradi izgubljene matere. Nič jim pomagalo, sem čul, da moja mama doma kliče kure, pi, ne. Jaz sem bil zdaj Domen, pa nisem imel več mat. Tedaj ga pa zagledam pri zadnjem drevju. Mi prihaja na puško. Ja, to ne more biti nič drug, kot moj nezakonski oče, hodobni gračak Sova. Sem tiho, pridem do njega, stopim pred njega, mu pokažem palec, ki ga je tudi zakrival on, in mu rečem z na moč mračnim glasom: a veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Ja, kaj ti pa je, Tonček, a te trga? Je vprašal sosed Tomažič, ki se je vračal z lova in kimal z glavo. Jaz pa sem bil zelo ponosen, sem storil svojo dolžnost. To je naredil tudi Domen. Grem naprej, se obrnem, sem videl, da še skozi gleda za mano, pa kima z glavo, jaz pa spet. A veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. In sem šel ponosen v šolo. Ampak ko sem prišel poldan domov, pa mi je mama povedala ta svoje. Kaj da sem pravil Tomažiču, koga smo danes pokopali? Pa zakaj sem imel tak glas, kot da je sosed kaj kriv? Ko me je srečal, je prišel namreč k naši hiši vprašati, če se nam je kaj zgodilo. Pa da ni kaj narobe s tvojim sinom. Mama je rekla: to imaš sigurno od knjig Proklet butl. Potem pa je čez nekaj časa sosed rekel: veš kaj, Micka, mogoče bo pa iz njega enkrat en velik pisatelj. Mama si pa ni mogla kaj, da ne bi rekla: ali pa veliko tele. Tisti, ki me poznajo, vejo, da se ni nič uresničilo. Vsakega imam ravno po pol. Odlično, gospod Tone. No, jaz vas bom za konec malo manj osorno kot Domen vprašala, kako se vam zdi, kako ohranjati, razvijati in nadgrajevati slovensko bralno kulturo, res za končne misli, mogoče res od vsakega posebej. Gospod Rupel, pa vi kar z vami začeli. Samo še en stavek k temu, kar je bilo rečeno v zvezi z Jurčičem. Jurčič leta 1875 napisal en stavek, ki je, se mi zdi, zelo pomemben za razumevanje Slovenije, slovenstva, slovenske kulture. Rekel je: v teh časih ni mogoče politično delati nič. Politično ni mogoče delati, torej delajmo tam, kjer lahko,
na področju literature. Glejte, takrat so pisatelji prav prišli do ideje, da je potrebno premakniti slovenstvo nekam naprej in od te zavesti, da je treba slovenstvo nekam premakniti in da je treba literaturo razumeti kot neke sorte nadomestilo za politiko, ki takrat ni bila mogoča, iz tega je prav ta naša zgodba se razvila in ta država tudi nastala. Tako da jaz seveda mislim, da moramo biti hvaležni našim pisateljem in spoštovati pisanje in kolikor je mogoče spodbujati branje, seveda. Absolutno. Gospa Lila, bralna kultura. Mislim, da knjige, kjer se ljudje najdejo, ne, tiste zelo pritegnejo. Recimo, mi smo imeli Pike Nogavičke, pa zdaj je bil Harry Potter. Mislim, takrat začnejo vsi masovno brati, to jih potegne kot nek vrtinc, ne, in take knjige, ki bi pritegvale ljudi, ne vem, ali z nekim vzorom, ali tisti pol poteguje in pol bereš naprej. Recimo, jaz najdem enega dobrega pisatelja, pol grem še vse od njega, recimo, ne. Pol pa zraven zagledam še kakega drugega, pa poskusim, tako brskam po knjižnicah, ne. Me more neki prve 2 strani pogledam. Radovednost. Ja, če je dober, pa vse poberem. Gospod Tone, poleg Domna. Da otroci tako radi poslušajo zgodbe. Celo isto zgodbo bi neštetokrat rad slišal. Je neka mala odgovornost na starših, prvič, da jim to nudijo, in pa da to počnejo v slovenskem jeziku. Ni treba puritanskem, ampak v slovenskem jeziku. Ko so bile prej bralne značke za otroke omenjene, ko smo začeli s predšolsko, ker je otrok, če je znal povedati eno pravljico, ki mu je včeraj babica povedala, je tudi dobil neko priznanje. Smo dobili dedke pa babice, ki so vzeli otroka v naročje, se tudi na drug način povezali z njim in so mu brali. Pa mi je kdo rekel, Pardič, po 30 letih sem začel brati zato, da bi tudi vnuk dobil neko priznanje. Torej ta neka želja in potreba se mi zdi, da je skoraj prirojena. Pa tudi, ko ženske na stopnicah poslušam, kako natančno razlaga, kaj se je včeraj zgodilo. Skoraj prava, torej neko željo po pripovedovanju in zgodbah imamo. Odgovorni pa smo, vse smo tu zdaj malo prej tudi to vrstno slišali, da nekako smo, po mojem, res človeško in domoljubno, čeprav te besede niti ne maram, zelo odgovorni. Nekdo je pripeljal jezik do sem na Štajerskem, njegovi predniki, Dimitrijevi Rupli iz Primorske, so ljudje izgubili življenje zaradi slovenskega jezika, so jih odpeljali v Dachau. Mi je učiteljica, ki je prišla z Primorske in me je učila, če samo oprostite to anekdoto, rekel, en fant je dobil 1, in mu je dala popravni izpit v zadnjem razredu nižje gimnazije. Pa rekel, pa zakaj nikoli ne bom rabil te fernamane slovenščine, sem že vpisan pri mehaniko. In ženska profesorica je zbledela, se začela tresti, je rekla, jaz sem pribežala iz Trsta zaradi slovenske besede. A ti lahko kaj takega rečeš, veš, koliko ljudi je za to trpelo. In jaz mislim, da neko odgovornost imamo, da se ne moramo delati frajerji, pa je vse kul, pa ne vem, pa me to ne moti, ampak do slovenskega jezika smo malo odgovorni. Mislim, da je treba svoja vedenja, pa zgodbice, pa pravljice prenašati v tem jeziku naprej. Sploh mi, ki moramo, gospod Kovač. Ja, jaz mislim, da zdaj živimo v zgodovinsko gledano malo paradoksnem času, ne? Živimo v razmerah, nikoli v zgodovini Slovenija še ni bila tako navarna, kot je zdaj. Nikoli v zgodovini nismo imeli tako malo zunanjih sovražnikov, kot jih imamo, tako da v bistvu zdaj ogrožamo v resnici samo sami sebe s svojo lastno neumnostjo. In ta izziv se mi zdi, da je kar velik, je pa seveda ta naša sposobnost, jaz verjamem, dolgoročnega preživetja povezana tudi z bralno kulturo. Eden od paradoksov, ki ga imamo v Sloveniji, je to, da imamo od leta 1979, ko je bila narejena prva raziskava branja v Sloveniji, kjer je tudi dr. Rupel sodeloval, do danes imamo vedno 50% nebralcev.
Mi smo konstantno razdeljena družba, kar zadeva bralne navade. In tisto, kar si jaz želim za prihodnost, je, da bi vsaj to razdeljenost znali na nek način preseči in se približati tam tistim 70-80% bralcev, ki jih imajo najbolj razvite bralne države v Evropi. Super, čudovita misel. Kako to narediti, je pa seveda vprašanje za $1 milijon in za razmislek, ki ga bomo mogli upraviti, po moje, v naslednjem letu ali pa 2. Absolutno. Odlično, najlepša hvala za vaš čas, dragi gostje. Spoštovane bralke, bralci, dragi gledalci, gledalke, knjige povezujejo, knjige bogatijo, knjige radostijo in tolažijo. Knjige nudijo zavetje in upanje, pomenijo tudi vez med preteklostjo in modrostjo ter smerjo, v katero plujemo. Vabljeni torej, da se pridružite skupnosti in se z njo povežete, da se potopite v tisočere zgodbe in poglobite v znanja, ki jih nudijo knjige. Številni intervjuji, pogovori, predstavitve in drugi spletni dogodki, pa seveda izjemna knjižna bera in ponudba vas letos čakajo na spletni strani knjižnega sejma. Tudi letos bomo ob koncu sejma izbrali najknjigo, najboljši literarni prvenec, najboljšo poslovno knjigo, podelili pa bomo tudi nagrado Kristine Brenkove za mladinsko literaturo, Šventnerjeve nagrade. Vse to v posebnem dogodku, ki bo prav tako na voljo na spletu. Vse to in še več bomo dosegli in presegli v upanju, da se v prihodnjem letu zares znova srečamo v živo. Dotlej pa si v knjige pišimo ljubeča posvetila. Dobrodošli na 37. slovenskem knjižnem sejmu.